gospod Walter Mavrič, ki smo ga lani že imeli priložnost slišati, in gospa Ivana Glavaceva. Okroglo mizo bo dobila naša kolegica Amalija Maček, ki je tudi sama prevajalka in je tudi sama tolmačka, tako da se na temo zelo dobro spoznati se, ki Amalija zelo lepo zahvaljujem, da sem ga pripravljena prevzeti do vodenja. Lepo pozdravljeni vsi poslušalci, z največjim veseljem pozdravljam naše goste, mislim, da je redko imamo tako visoke goste na oddelku. Izredno smo veseli in hvaležni, da ste si vzeli čas, vemo, da imate izredno natrpane oblike in je to za nas posebna priložnost tudi, da se smemo z vami neposredno pogovoriti. Mogoče bi najprej besedo dali gospe. Gospa Ivana Hlavačeva je postala vodja češke in slovenske jezikovne enote, po domače rečemo slovenske kabine pri Evropskem parlamentu. Rada bi izrazila naše veselje, da je prav ona prevzela to funkcijo, kajti ona tudi pripada tako imenovanem manjšemu slovanskem jeziku in poleg tega pozna tudi zgodovinsko in sociopolitično ozadje tranzicijskih držav. In bi vas vprašala, kako je prišlo do tega, da ste prevzeli slovensko kabino, kakšne so vaši prvi vtisi delu s slovenskimi kolegi in kakšne so vzporednice med češčino in slovenščino kot jezikom tolmačenja. Well, the answer is easy. There was a restructuration of our Director General, and our new Director General decided that some heads of units would manage more units, but anyway, not more than 2, and that at the same time, those heads of units would work in the booth. It means that all heads of units in Directorate A, which is directly in charge with interpretation, work in the booth, together with their colleagues. And as far as my impression on colleagues is concerned, I can say that I knew that Slovene colleagues were excellent interpreters, and now I can see it really firsthand. They are excellent professionals. Their language skills are at the highest quality level, and they are a lovely team. They really feel responsibility one for another. They work together very well, and I feel privileged to be the head of unit. Then the parallels between Czech and Slovene. This is why I'm not head of the Slovak. Obviously, there are 2 Slavic languages, and there are many similarities under the linguistic profile. But there are many similarities as well in the administration of interpretation in the European Parliament. We covered both in the Slovene and in the Czech unit only a part of the meetings. Obviously, interpretation is demanded for the big meetings like the plenaries, plenary sessions, or then meetings of committees. But then Slovene and Czech interpretation both are requested only for those meetings where the Slovene MEPs are present and requested. Let's say that is very similar in both cases. And both interpreted populations, Slovene and Czech, are quite young. So we do not suffer a problem of many colleagues going to retirement in next years. But on the other hand, we have to concentrate in both cases, in Slovene and Czech case, on cooperation with universities. Because we would like very much to provide also in future years excellent quality interpretation to maintain this continuity. Ja, to se navezuje na moje drugo vprašanje.
vprašanje, in sicer v Bruslju je potreba po slovenskih tolmačih trenutno zasičena in se postavlja vprašanje, ali sploh še potrebujemo takšen študij. Zdaj mnenje našega oddelka je, da je dobro zagotavljati neko kontinuiteto. Poskušali se bomo tudi preusmeriti mogoče na neke druge vrste tolmačenja za skupnost, sodno tolmačenje in potem recimo vsako drugo leto izobraževati konferenčne tolmače za Bruselj. Kako vi gledate na to? Nekatere države so kar ukinile študij tolmačenja, nekateri so ga razpišejo vsako drugo leto. Kaj bi nam vi svetovali? It is true that we do not need every year to accredit new, let's say, dozen of interpreters because the need is covered. But on the other hand, it would be wrong to cut completely training and accreditation. Because in a few years' time, we could end up in a situation where we really would need interpreters, and it is very hard to reorient the whole training matters. As you know very well, if you start the work of a department at university, you cannot restart it 5 years later. And it's true we don't need a dozen a year, but well, a couple or a few students every year, if you beacon hard, it would be really very useful. What is very important is the language combination. We fully understand that students cannot learn like 3 passive languages from the outset. And usually you can cover only 2 passive languages, or you can try with a passive and an active language, which already is very important for us and it's very helpful. Because as I said, colleagues in the European Parliament usually cover from 3 to 5 languages, and the more languages you have for the accreditation test and soon after, the better situation you are in after the accreditation, the more competitive you are on the market, and there is more probability that you will get more jobs, more contracts. And the more contracts you get, the more experience you get, the easier it is for you to work, and it is again easier for you to learn another language. It's a virtuous circle. Ja, najlepša hvala. Kar želimo mi tudi sporočiti svojim študentom je to, da morda jim ne bomo obljubiti, da po zaključenem magisteriju tolmačenja pri nas vsi dobijo službo v Bruslju, ker to preprosto ni realistično. Jim pa povemo, da se v teku študija tolmačenja učijo veliko veščin in lahko potem to nekako kombinirajo s prevajanjem tudi. In danes sem zelo presenečena, ko ste rekli, da boste morda prišli na glas kot orodje pri prevajanju. To se mi zdi neke vrste tolmačenje besedil. Tako da bi kar prešla na gospoda Valterja Mavriča. Meni se zdi neverjeten dosežek to prevajanje takega števila dokumentov vse jezike, pa bi vas mogoče vprašala, ali se v zadnjih letih v časih gospodarske krize ta politika vendarle tako spremenila, da se manj dokumentov prevajajo čisto vse jezike. Torej, to ni vprašanje gospodarske krize ali pa ne. Enostavno to je zakonodaja je zelo jasna zadeva. To je prvi člen pogodbe, ki zahteva, da mora biti vse na voljo v vseh jezikih za kakršnokoli odločanje o tem sistemu. Tako da z tega stališča to ni nobeno vprašanje. Seveda, mi kot služba, ki imamo pa vsako leto nek proračun, in v tem proračunu so različne postavke, kot vsaka javna uprava, pa moramo organizirati delo na tak način, da je najbolj, kot smo danes že omenili, izraz resource efficient. In to je tisto, kar je naše predsedstvo Evropskega parlamenta tudi sprejelo kot smernico, in temu se reče resource efficient full multilingualism. In nam nalaga, da mi kot menedžeri skupaj z prevajalci, z našimi prevajalskimi asistenti, ker imamo tudi ta del, ki danes nismo še omenili, in z zunanjimi sodelavci, to je klasično tam 25-30% zunanjih sodelavcev, moramo narediti najbolj učinkovit način za izdelek. Zdaj, v
Evropskem parlamentu smo lansko leto začeli tudi v prevajanju z jezikovnimi profili določenih odborov. To pomeni, da določenih odborih, kjer ni nobenega slovenskega poslanca, ne glede na to, ali je stalni član ali nadomestni član, torej mi pogledamo vse možne variante, ko je lahko ta poslanec tam, se avtomatsko ne zahteva vseh stvari v slovenščino. Sicer je to samo en del, ki se imenujejo, mi rečemo v našem žargonu, amandmaji, in samo ta del. Ampak, če je poslanec, ki hoče slučajno iti na ta sestanek, vsak poslanec ima tudi možnost, da gre lahko na kakršen koli sestanek, potem ta poslanec zahteva ta prevod in potem ga naredimo. Vsekakor pa se vsi tisti amandmaji, ki se sprejmejo na tistem sestanku, se potem naknadno prevedejo. Edina razlika je v tem, da se ne prevedejo že na začetku vsi, ampak samo tisti, ki se sprejmejo. Za slovenski oddelek je to manj, slučajno imamo 8 zelo aktivnih poslancev, ki so v zelo veliko odborih in tako, da se nam ne veliko pozna. Ampak določeni oddelki, to je čisto pač odvisno, koliko poslancev je, in je, če dam primer, estonskih poslancev, niso vseh in je zaradi tega se potem pozna, ampak samo v tistem delu, ki mi rečemo amandmaji. Potem pa že danes smo enkrat slišali in tudi iz prakse vemo, da v prevodih evropske zakonodaje večkrat naletimo na izraze, ki se nam zdijo nekako na novo izumljeni oziroma preneseni iz angleščine. Ali imate tukaj tudi sodelavci morda občutek, da bogatite slovenski jezik, da ste kreativni pri svojem delu? In drugo vprašanje s tem povezano je pač glede na to, da ste rekli, da 80% je angleških izvirnikov, kako vpliva angleščina potem na sodobno slovenščino in pa kako morda, to je bolj vprašanje za tolmače, kako tudi govorci neangleškega izvora vplivajo na angleščino, ki se govori in piše v evropski zakonodaji. Torej, ja, pri ustvarjanju nove terminologije, oziroma novih kolokacij, večkrat je nam postalo že zdavno jasno, ki je malo kritiziral da je malo že zdavno je postalo jasno, da se slovenščina ne ustvarja več samo v Ljubljani, Trstu in Celovcu, ampak tudi v Luksemburgu, predvsem, in Bruslju in Strasbourgu. In ta slovenščina je enakovredna, oziroma jaz imam občutek včasih, da celo bolj posvečamo kot v teh treh bivših centrih slovenskega ustvarjanja. Recimo, tukaj je cel kup ljudi, od prevajalcev, tolmačev, pravnikov, komunikatorjev, ki se non-stop ukvarjajo, kako bo to v slovenščini zvenelo. In včasih potem pridemo s kakšno novo stvarjo, ki je mogoče tuja, ki je mogoče težko za izgovoriti, ali pa težko za napisati, je posledica to, kar ste omenili, mogoče nekega koncepta, ki je nam tuj. Ukvarjali smo se 1000 let s flexicurity, zdaj smo imeli ogromno z robotiko, tako da je ogromno stvari, ki se vsak dan nam pojavlja, da moramo priti z rešitvijo. Mi poskušamo z vsako stvarjo sodelovati institucije med seboj, plus, in tukaj moram posebej omeniti gospod Erdič iz jezikovnega urada pri ministrstvu, takratnem za evropske zadeve, oziroma zdaj mislim, da so pri vladi, ki so na njihovo pobudo, takrat smo stopili prav mrežo, da sodelujemo inštitucije, nacionalni eksperti in akademski krogi in v tej mreži, da se potem določene stvari na hitro predebatirajo, ker to so pač stvar 4 ur, 5 ur ali pa parih dnevov in moram reči, da je zelo dober poskus bil in tudi še velikokrat ne to uspelo. To, kar ste pomenili v zvezi z angleščino, jaz mislim, da ima velik vpliv, še večji vpliv na pisno kot na ustno, ker nastajajo angleški teksti,
ki nimajo nič veze z angleškim včasih. In tako da mi smo morali ustanoviti posebno službo, posebno oddelek, ki se ukvarja samo z redakcijo teh tekstov in imajo 8 ur časa, da določene zadeve iz angleščin tam pregledajo, se z avtorji zmenijo, da je to tako in se potem šele gre v prevajanje. Mi smo se odločili, da rečemo, da vzamemo v tistem roku, ki je za prevajanje 10 dni ponovadi, da vzamemo 8 ur časa, da rajši pregledamo prvo stvar in potem angleščino, ker je posledica, ampak še vedno nam kaj zbeži, predvsem amandmaji, ampak je to zelo pomembno za nas, da imamo to službo. Ampak ima vpliv tako na pišoče kot na govoreče in se potem pozna to komunikacija. Tudi mi sami ugotavljamo v našem žargonu na oddelku, kot veste, ni nujno, da samo se ukvarjamo s slovenščino, tako lepo, se včasih tudi grdo, določene kolokacije so kar... Dobro, ja, vsekakor se vidi, kako jezik nastaja, da nek živ organizem. Mogoče bi sedaj še gospoda poslanca, gospoda Bogoviča, vprašala, kakšna je bila njegova izkušnja, ko je bil izvoljen, neposredno od ljudi za poslanca in je prišel v Bruselj, so vam dali kakšne smernice, navodila, da čim več izvolite slovensko, je to prepuščeno vsakemu poslancu posebej. Se vi kot poslanci kdaj pogovarjate o tolmačih oziroma o svoji politiki glede uporabe angleškega slovenskega jezika? Najprej lep pozdrav vsem skupaj, hvala za to priložnost. Ne samo, da se vi seznate z poklicom, tolmačem, prevajalcem, tudi spoznavate Evropski parlament, kar mislim, da je zelo pomembno, zato vsem trem organizatorjem iskrena čestitka za to. Naj začnem ta odgovor na takšen način, da sem predno sem postal evropski poslanec, marsikaj doma upravljal in ključno pri tem je bilo moje delo župana v Krškem in Krško vlogi najprej dobil asociacijo za nuklearno elektrarno. Jaz sem pa vedno povedal in poudaril, da v Krškem je bil rojen Dalmatin, njegov učitelj Bohorič v prestolnici, zraven Krškega, da imamo 2 osnovne šole v prestolnici in v Krškem in da je v Krškem kratek čas živel, pa tudi umrl Janez Vajkar Barbac. In jaz sem vedno želel iz teh temeljev graditi filozofijo mesta, se pravi presegati to, kar smo, na svojo bit, na jezik in to, hkrati pa dati temu del tega svetovljanstva, kar je Barbac predstavljal kot polihistor in pa član Kraljeve akademije v Londonu. Zato, ko sem prišel v Bruselj, nisem imel prav nobenih dilem, nisem nikogar spraševal. Sem se takoj na začetku vedel, da bom govoril kadarkoli bo priložnost v materinem jeziku, se pravi v slovenskem jeziku. Kot je danes bilo razloženo, kje so te priložnosti, kje niso. Je pa potrebno normalno v tem neformalnem delu, ker je večina dela, pa tistega vsebinskega, ker se detajli določajo, pa uporablja tudi tuje jezike. Tako da večina uporabljamo angleščino, sam sem se učil še francozščino, jo moram ponavljati zdaj, ker ni bila profesorica dovolj stroga, za razliko od angleščine. In v tem delu, ko smo danes govorili o angleščini, podatek, recimo, ki ga nam je dal komisar Oettinger, ki je zložen za digitalno agendo, nas je zelo presenetil. Kapitalska vrednost 5 največjih IT ameriških podjetij, Apple, Microsoft, Google, Facebook, Amazon, je 2-krat večja kot je kapitalska vrednost 10 največjih nemških proizvodnih podjetij. In ta podjetja so stara 20 let in manj, proizvodna pa tradicionalno dolgoletna. In to mislim, se dogaja sedaj tudi na področju jezika, da je ravno ta digitalna tehnika to angleščino toliko naprej porinila, ne zaradi Angležev, ampak zaradi teh ljudi iz Silicijeve doline in da je v tem delu se tega potrebno vedno zavedati. Jaz bomo pa zavarovali doma, ne v tujini, imamo priložnost, da se ogromno sliši ta jezik. In še ena izkušnja iz županskega dela, ko sem bil v Nemčiji po Brakeno mesto Oberheim na Bavarskem, kot začetnik župan, takrat sem na govor dejal, da prihajam iz majhne države Slovenije. In ko je za mano stopil potem na govornico nemški župan, je rekel,
Mogoče je Slovenija malo številčna država, zagotovo pa ni majhna. In mislim, da s tem bi povedal vse, to sem danes vam povedal, ker želim, da tako tudi obravnavate jezik in pa našo državo. In da tako razmišljamo in to mi je izhodišče v bistvu pri mojem delu tudi za vse, kar počnem v parlamentu in moram reči, da se kar fajn počutim in nimam več problema samo zavesti kot Slovenci v Evropskem uniji. Zelo lepo je. Mi smo vas prosili, da bi kot zadnji odgovarjali na vprašanje, preden predamo možnost tudi vsem vam, da zapravite kakšno vprašanje, ravno zato, da bi se mečkan oddaljili od te tematike jezikov, kar živimo v zelo prevečjih časih in nas vse skupaj tukaj, ki imamo zdaj možnost govoriti z evropskim poslancem, zanima tudi konkretno, kakšen vas zdaj občutek. Marsikdo od državljanov Evropske unije je izgubil del zaupanja v inštitucije Evropske unije, predvsem na hitro odzivnost na probleme, na resno imanje problemov. In me zanima, kako vi to občutite pri svojem delu, ali se počutite, kot da imate vedno bolj zvezane roke, neka nemoč, ali imate kakšne take izkušnje, konkretnih rezultatov, konkretnih ponosa na to, kar se dosegli? Ja, mislim, da imamo Slovenci veliko priložnosti znotraj Evropske unije in veliko teh evroskeptikov poznam tudi z političnega prostora. Ne bom z imeni tu, ampak mnogo med njimi še ni bilo Bruslja. In tisti imajo največ povedati, kaj v Evropi narobe. In mislim, da je to nepoznavanje in pa na nek način tudi strah predstopiti v nek velik prostor ta problem. Jaz sem rekel, pri svojem delu delujem v odboru Agri in Regi, se pravi kmetijstvo, razvoj podeželja in regionalni razvoj. Tudi v preteklosti moja izobrazba nisem bil tu, sem bil na agronomiji, rabo pa jezik pa hrano, če želimo preživeti, da smo tukaj v redakciji vsi. Je tudi pri tem svojem delu poskušam iz svojih izkušenj črpati to, da včasih za marsikaterega tudi kolega poslanca evropsko latvščino prevedem v to, kaj bi prišlo prav na slovenskem prostoru. In če imamo kaj priložnost, imamo priložnost ravno te izmenjave teh dobrih praks. Ne vem, jaz bom na dveh konkretnih primerih povedal. Spomladi sem imel iz svojega področja slovenske sadjarje, zelenjadarje v Bruslju. Najprej smo imeli konferenco v Evropskem parlamentu, kjer je bil predstavnik komisije, parlamenta, flamske vlade, svetovalec za en ukrep, ki je povezan z organiziranjem proizvajalcev v organizaciji proizvajalcev, iz katerega Belgija črpa 60 milijonov evrov na leto za svoje sadjarje, zelenjadarje. V Sloveniji, ker nismo organizirani, to manjka samo en dokument na vladi, pa aktivnost med ljudmi, zgubimo 2 do 3 milijone evrov. Slot sem bil v Tarči, smo govorili o problemih v kmetijstvu. Sam sem pridelovalec jabolk, ker sem zračunal 1 cent, bi imel več, če bi bil Slovenije prav organiziran. In recimo drž klasičen primer, kjer je 50 ljudi bilo najprej v Bruslju, smo si šli na teren prakso pogledati, čez 14 dni ali pa dober mesec, pravzaprav po tistem konferenca pri nas 150 ljudi in smo te prakse predstavili. 3 tedne nazaj sem gostil zopet bivše pridelovalce sladkorne pese, ki o tej kulturi zopet govorijo po Padcu Pod, ki je z 2,7 skupni kmetijski politiki, kultura, ki je največ da na enem hektarju, in smo zopet pogledali v Bruslju poleg parlamenta. Normalno ljudje so vedno navdušeni na tem, ko pride in ima drugo podobo v Bruslju v parlamentu. Potem smo bili pa na združenju prebivalcev evropskem, od tam naprej v Belgijskem kraljevem inštitutu, ki je zadolžen za prenos praks svetovanja sladkorja, naslednji dan pa na Nizozemskem, na univerzi Wageningen, ki je, sem videl, če 14 dni bila priznana za najboljšo univerzo na svetu s področja kmetijstva. In ko vidiš trende, kam gredo, in to, kar je ključno spoznanje, ki ga zdaj imam, pa sem del tega že prej tudi zaznal, ta odprtost, kako lahko se vsakim sodeluješ, kako so ti pripravljeni vse pokazati, kako so pripravljeni priti sem, kako so pripravljeni, da naslednje leto lahko v Sloveniji s to proizvodno začnemo in omogočimo te priložnosti. In še enkrat poskušam to praktičnost pripeljati v politiko, ker na koncu moramo Evropo in evropske politike razumeti. Slovenci jo razumemo, zdaj ko vidimo ta cesta ali pa ta vodovod je bil narejen iz evropskih sredstev in razumemo, ne. Po drugi strani je pa to tudi orodje, kako neke trende, politike, usmeritve na okoljskem, kmetijskem in našem delu preko teh ukrepov širimo po Evropi. Institucionalno, preko ukrepov, po drugi strani pa mislim, da smo zato tudi predvsem mi zadolženi, odgovorni, tudi preko teh prenosov dobre prakse in to poskušam, koliko se da največ to delo narediti tudi praktično, kar je včasih ni enostavno, ampak se da. Ja, najlepša hvala.
Torej tudi prejšnji teden je bil v Bruslu so bili dnevi odprtih vrat, tudi v sodelovanju z odborom regije in tam so vedno znova poudarjali, da se politika, evropska politika na koncu izvaja in pa občuti lokalno in regionalno, ne samo v Bruslu. Tako da jaz mislim, da imamo mi kot Slovenci slovenščino, ki je uradni jezik, ena od držav članic, veliko srečo, pač da so nekateri drugi jeziki morda manjši oziroma bolj prikrajšeni, ker niso uradni jeziki, recimo kataloščina, baski in tako naprej. Tako da imamo precejšno srečo in pa mislim, da imamo tudi srečo, da imamo izredno aktivne poslance. Ima gospod Mavrič je tudi dokazal, da tudi Slovenci dosežejo po najvišjih položajih v Evropski uniji in tudi mislim, da so naši tolmači zares kakovostni, tako da smo lahko kar ponosni. S tem bi sklenila ta skupni del, zdaj pa odpiram razpravo, če bi kdo želel kakšno vprašanje. Tako da imam vprašanje za gospoda Malterja. Prej ste omenjali razvoj novih aplikacij, potem tudi možnost, da bi se prevajalo z govorno tehnologijo. Kaj pa možnost dela nadaljavo, prevajanja nadaljavo, glede na to, da jaz sem tolmačka, vem, da se govori tudi o razvoju tolmačenja nadaljavo in se tudi že sprejemajo smernice. Ali bo še naprej ostalo tako, da se bodo morali vsi prevajalci, verjetno to zanima tudi študente, seliti v Luksemburg oziroma v Bruselj, če bo želeli prevajati za evropske Ja, tehnično gledano možnost prevajanja na daljavo je že tukaj in mi tudi že uporabljamo. Ker približno zdaj imamo prav 20% naših prevajalcev dela na daljavo, ne dela v pisarnah vsak dan. Ampak tukaj bi jaz odgovoril zdaj kot uradnik Evropskega parlamenta, ker je za nas izredno pomembno, da smo mi del Evropske javne službe. To je za nas vrednota. Mi smo prevajalci, listi, tolmači, vseh sortov poklicov, ampak smo prvenstveno, zato gremo skozi natečaje, tudi vse te izpite, ki so prej omenjene, da postanemo del Evropske javne službe, ki je v službi državljanov. To jemljamo zelo resno in je vsak dan tako. In zaradi tega si mi predstavljamo, če bi imeli, to je večna debata, tehnološko gledano je prevajalec ali tolmač tudi, vem, da je to tabu tema, je lahko dela doma, kjerkoli v svetu. Ampak, če to imeli, potem imamo te individualne strokovnjake, ki bi delali v teh, kjerkoli po svetu, najrašje verjetno na kakšni grški plaži, ampak in tehnološko je to možno, ne bi bili pa več del Evropske javne službe, ki skrbi za to, da je, mi temu rečemo sicer administracija, ampak administracija v tem smislu, ki ima cel kup storitev za tiste, ki so bili izvoljeni na evropskih volitvah in ki jim so jim evropski državljani dali to možnost, da naredijo čim boljšo zakonodajo za naše vsakdanje življenje. V tem čemu je tudi posamec pogovorjen. Zaradi tega smo mi tam. To je naša prvenstvena naloga. Ampak tehnološko pa to možno in tudi to imamo, ampak mi imamo ene omejitev, ki se imenuje 65 km, ker mora biti vsako minuto lahko na voljo, da ga pokličemo tega prevajalca v službo. In tudi mi 100% delo nadaljavo je vsaj 20% mora biti v službi v pisarni.